Čau, Lenka tukaj. Ok, to je bil ful preveč navdušen. Danes sem z vami z videom, ki je ful podoben predprejšnjemu videu, ki je dobil precej ogledov in tako res navdušena sem nad tem, koliko malo ljudi oziroma nihče za enkrat še ni dislajkal tega videa, medtem sem bila prepričana, da moškim ful ne bo všeč. Ampak, ker sem ful ponosna na vas in na vaš odziv, imam zdaj tukaj drug podoben video in sicer 5 stvari, ki so najbolj privlačne na moških, torej v bistvu skoraj da nasproti od prejšnjega videa. Če ste zdaj bomo začeli, jaz imam tukaj svojo, za hoče reči, najljubšo kavo. Tudi ni moja najljubša skodelica, sam kava je. Moja druga kava danes, kar pomeni, da bo mogoče mečke na hajpen video. Tako da zdaj bom povedala stvari, ki se jih jaz kot 20 in tok letenca zdaj zavedam in so mi jasni in to jaz iščem pri moških in to je tisto, kar rečem, da je tip on point. Prva stvar, ki bi jo izpostavila, samozavest. Kako bom rekla, so ženske, ki se zavedajo, da je samozavest pomembna in so ženske, ki se bojo s časom začele zavedati, da je samozavest izredno pomembna. Da ne iščejo neke pozornosti s tem, da ves čas želijo sporočiti, koliko niso v redu in kaj vse so napake pri njih. Moraš se najprej ceniti sam sebe in zavedati, v čem si dober in prek tega potem te jo spoštovali in cenili drugi. Tako da najprej je tvoja naloga, da ženski pokažeš, zakaj si molto bene. To sem že enkrat naredila v videu. Molto bene. Tako da moški glavo gor, pogumno v svet in pač pokaži, kdo si in ne te biti tega sram in predvsem tudi ženski to pokaži in tako se ona počutila s tabo dober in varno in tudi ona samozavestno in bosta super ekipa. Vodka čebula, imej layer, se pravi, preseneč žensko, imej ideje, imej neko energetičnost. Čebula ima sloje, ne? In pač, ne te ona tako ljub kot čebulo. Ne da joka zraven, ampak tako, da ves čas odkriva neke nove stvari, nekaj novega v tebi, nekaj, s čimer još presenetil. Se pravi, dež pada, obupan dan je in lahko oba ležita, ker dve crknene ribe na posli, lahko se pa odločita in ti prideš ven z idejo, daj greva bowling, greva biljard, greva v kino, imejva movie day, greva pico, greva po lužah skakati. Skratka, moraš kdaj pa kdaj presenetiti in pač mogoče tudi, če je ženska v tem odnosu tista, ki načeloma nos hlače, nima veze, pač za spremembo bo ti kdaj pa kdaj lih toliko, da pač ohranjaš čisto zanimanje v njej in da bo vedno znova navdušena in ne pusti ženski, tudi če rada komandira, tudi če je ful močna ženska, ne pusti, da je vedno ona tista, ki bo vodila razmerje in stvari, ker pač velikokrat se rade počutimo z vaše strani mečkano vodene in da nas usmerjate in s tem date ful nek občutek moškosti in to je res dober občutek za žensko. To, da ima moški zdravo pamet, nekaj, kar ženska mogoče za par odstotkov bolj redko premore od moškega, se pravi, da si ti tist v odnosu, ki je sposoben pomiriti zadeve, ker včasih, ko ženska nori zraven in ni več przemljena, da si ti tist, ki jo pomiri, ki ima po možnosti še mečkan dobrega humorja in znaš na ta način, na ta dober, kvaliteten način ženski pokazati, da bo vse v redu, da ni panike, da ni tak hud problem in skupaj stvar rešita in Nekako zravnati med žensko, ki gre takole, pa moško gre takole in pa nekako se to lepo skupaj pomiri. Ne vem, kaj bo zdaj to, jaz upam, da približno razumete. Ok, naslednja točka se nanaša na to, mislim, da je ta četrta, da skrbiš zase, za svoj zdravje, za svoj telo. To ne pomeni, da visiš v fitnessu po cele dneve na to. Recimo, mene pojezi, ko imaš moške, ki največji couch potato, ki se je lih razvalil iz stanovanja ven in ko mi gleda v sonce in ves zapuščen in poj bo čekiral in opazoval in želel samo ženske, ki izgledajo vrhunsko, skrbijo zase, so polne življenja in ne vem kaj, tega res ne prenašam. Pazi, da si ti tudi del tega sveta, katerega občuduješ, če pač si želiš to v svojem življenju. Poskrb zase. Ne pretiravati. Toliko, da si zdrav, toliko, da imaš lep von. Ženske ful cenimo dober von. Če ti ženska reče, če te enkrat pohvali v smislu, da lepo dišiš, verjem, da je ona usekana na ta von in da vsakič, ko te zavoha ali pa tudi na ulici zavoha nekoga drugega, se bo zmešal, ker bo mislila na te. Von je res nekaj pomembnega. Umiti zobje. Zdaj pa zares, ta zadnja točka. Ženske ne maramo šovinistov, moških, ki imajo en kup materialnih stvari,
moških, ki cele dneve visijo na fitness napravah, moški, ki zelo očitno vse, kar delajo, delajo za nek zunanji izgled, ne samo njihov fizičen, ampak tudi kako oni izpadajo, kaj imajo, kaj imajo pod svojim opalcem, koliko imajo denarja, kakšen avto imajo, ne vem, kakšen zakreditiran Lamborghini in pač neko jahto. Jaz zdajle iskreno govorim v znamenju vseh žensk, ki nimajo čistega vakuma v glavi, nimajo perja v glavi in se zavedajo, kaj je pomemben. Nobena ženska, ki ima nekaj v glavi, si tega ne bo želela. Ne bo si želela šovinistov, narcisoidnežev, ki nimajo pojma, kaj hočejo v svojem življenju, razen tega, da hočejo en kup brezvezne pozornosti. Ki nismo, če dobite tako žensko, 35krat premislite, če je vse v redu z njo, ker očitno ne cenim tistih pravih stvari. Povejte mi, kaj mislite. Bom ful vesela komentarjev, takih konstruktivnih in raznovrstnih. Ja, pa še to. No, a zdaj se je kar naenkrat tako usul subscriberjev, sprav, kar naenkrat vas je bilo 500. In sem bila ful srečna, res srečna in že razmišljam, kako naj jaz to proslavljam, ker pač zdaj do decembra ne pijem, tako nič. Preden bi dobila idejo, kako proslaviti 500 subscriberjev, pač se je kar nekaj zgodilo, da vas je 600 in da vas je 650, tako da ne vem točno, na kateri prelomanci se vam konkretno zahvaliti, tako da bom kar na tej točki povedala, koliko sem vesela, da mi sledite, da sem vam zanimiva in da me gledate in super ste in zakon ste in tako da ne se bati pisati, ne se bati težiti, ker ne težite. Ful smo dobra ekipa in res hvala za vse. Se vidimo naslednjič, če sem Alenka, aj čau.